so bile nekaj posebnega. Še posebej takrat, ko so padale z neba. Tudi otroci imajo radi, saj so takrat obuli škornje in skakali po luži, medtem ko so starši vpili, da ne smejo. Takrat so kapljice tudi uživale in med njih še posebej, saj je povabila vso druščino kapljic na vesele norčije in pustolovščine. Gremo! Pravi puncam iz kapljic, kot so jo klicali, saj je bila ena izmed najlepših. Na veselo skakanje, saj bo zabavno, ker bo dež. Vse so začele padati na trdna tla, ko so kar skakale iz luže v lužo. Juhej, takrat bo prav zabavno. Naredimo si čoln in plujmo po morju sem ter tja. So vse kapljice tako ubogale, da so do večera že bile tako utrujene, da skoraj niso mogle več, a so vedele, da bodo morale padati vse do jutra in še cel naslednji dan. Uboge kapljice, a mis se ni predala, bolj, ko je norela po vodi in čopotala, več je imela energije. Ponoči se je dež ustavil in kapljice so se spočile, le mis je še norela. Naslednji dan so se kapljice spočile in začele padati, a mis ni bilo nikjer. Kapljice so jo iskale, nato pa jo je ena od kapljic zagledala, vso obležano na tleh. Po njej je veselo skakala deklica škornje. Kapljice se niso ozirale na deklico in poskušali rešiti ubogo mis. Uboga mis, namesto da bi se ponoči spočila, ko je nehalo padati, je veselo zganjala norčije in sedaj je bila vsa utrujena od nočnega norenja. So jo kapljice pokrile in dale na ležišče, da se je opomogla, nato pa nadaljevala s svojim delom.
Ko se je mis spočila, je poklicala vse kapljice in se zahvalila za njihovo pomoč ter spet nadaljevala po starem. Gremo, pustolovščina nas čaka, je rekla mis in se veselo smejala.